Spoštovani zbrani, jaz bi rada še naprej živela v taki državi, v taki deželi, da bi bila nanjo ponosna. In prav ta ponos, to novo upanje nam daje naš današnji zbor. To ni samo oživitev Zbora za republiko, ampak je tudi ogrevanje src za prihajajočo pomlad. Tudi v Novi Sloveniji smo polni upanja. Hoteli so nam ga vzeti, pa se ne damo. Zatrjevali so, da ob izpadu iz parlamenta ni povratka, pa nismo verjeli. Pač pa verjamemo, da z delom, z odgovornostjo, zagnanostjo, z ljubeznijo do domovine lahko uspemo. Zdaj smo na dobri poti. Ni še delo končano, ne želimo prehitro slaviti, vendar se zavedamo, da je dober rezultat Nove Slovenije tudi napoved pomladne vlade. Zato se bomo borili do konca. Novi Sloveniji tudi želimo, da v slovenskem parlamentu je prisotna, da deluje, da ima glas krščanska demokracija. V preteklosti je ogromno naredila za samostojno Slovenijo, za napredek Slovenije, za delovanje v času približevanja Evropski uniji. V času prejšnje vlade je Nova Slovenija bila konstruktiven partner v vladi, zato, ker smo delali za skupno dobro in smo včasih pri tem pozabili tudi na koristi stranke. In zdi se nam pomembno, da imajo tudi slovenski kristjani v slovenskem parlamentu svojo stranko. Nekateri so želeli zapreti vrata. Želeli so spoditi krščansko demokracijo iz slovenskega parlamenta in zakleniti za njo ali pa pred njo vrata. Mi pa verjamemo, da slovenski kristjani potrebujemo, želimo imeti v parlamentu stranko, ki je sestrska stranka z mnogimi podobnimi strankami v Evropi, ki prav v teh težkih časih pogumno, odločno vodijo države, uspešne države Evropske unije. Zato vemo, da je taka opcija, krščanska demokracija, pomembna, zato ker vemo, da znamo delati odgovorno in za dobrobit skupnosti. In želim si tako državo, kjer bomo vsi sinovi in hčere tega naroda. Danes praznujemo 90 let od rojstva Franceta Balantiča. Dolgo časa ga nismo smeli priznavati za velikega slovenskega pesnika. To so naše rane. Pred nekaj dnevi v soboto smo praznovali 150 let smrti velikega Slovenca Antona Martina Slomška. Koliko je naredil za slovenstvo, zato da so danes meje na Štajerskem slovenske, oziroma da je Maribor slovenski. Koliko je naredil za slovenski jezik, za izobraževanje. Pa nisem prav veliko slišala, da bi se ga v Sloveniji spominjali v teh dneh, razen znotraj cerkve. Želim si, da bi vsi Slovenci bili enakopravni, enakovredni. In ni pomembno, da je nekdo sposoben, pa ni pošten. Kajti tisti, ki je zelo sposoben, kdor je zelo sposoben in ni pošten, lahko naredi tudi veliko slabega. Zato se v Novi Sloveniji zavzemamo za to, da bodo na prvem mestu vrednote, kot so poštenost, odgovornost, enakost pred zakonom, da bomo plačevali tisto, kar smo dolžni, da ne bodo dolžniki bolj zaščiteni kot upniki in tatovi bolj od lastnikov imetja. In ko bomo vrednote spet postavili na pravo mesto,
bo tudi naše gospodarstvo lahko uspevalo. Ni vse v denarju. Imeli smo denar, pa smo ga spravili v napačne blagajne. In želim si tako državo, kjer bo delo pošteno plačano, kjer bodo tisti, ki želijo delati, lahko delali in kjer bodo tisti, ki ne želijo delati, zase prevzeli tudi odgovornost. In zato je potrebno, da spodbujamo podjetnike, da država pripravlja take ukrepe, da bodo lahko delali in da bodo lahko pravično plačevali davke in svoje delavce. Za tako gospodarstvo se bo zavzemala Nova Slovenija. Novi Sloveniji tudi poudarjamo, da je tudi družina temelj skupnosti. Več kot je zdravih družin, bolj je zdrava država. Zato si mi želimo, da bi imela država posluh za družino, kajti družina je prihodnost naroda. Več kot je otrok, več bo tudi nekoč tistih, ki bodo vplačevali v državno pokojninsko blagajno. Pa ne samo to, otroci so res bogastvo in zato si bomo v Novi Sloveniji prizadevali. In naj zaključim. Drevo brez korenin ne more obroditi sadu in tudi kmalu ovene. Zato so korenine zelo pomembne in Slovenci bodimo ponosni na naše korenine, na vse to, kar so naši predniki naredili za naš narod, za slovenstvo, za kulturo, za ohranitev jezika, črpajmo iz teh korenin in iz tega gradimo prihodnost, da bomo spet ponosni Slovenci. In pomlad napoveduje, da se bo Sloveniji znova povrnilo upanje. Vrnimo upanje Sloveniji.